grešnice, zdaj. Dragi bratje in sestre, vojna v Ukrajini je po nedavni pandemiji COVID-19 ponovno močno zamajala temelje Evrope. Dnevne novice o zlu in nasilju nas spravljajo v stisko. Poslušamo o tisočih mrtvih, o milijonih razseljenih. Ne samo v Ukrajini, mir nikjer več ni samo po sebi umeven. Gotovosti, da svet ne zaide v širši konflikt, ni več. Medtem ko diplomacija išče načine, kako končati nasilje, se kristjani sprašujemo, kaj lahko storimo običajni ljudje, da se nasilje konča in spet zaživimo v miru in svobodi. Vojna ne more in ne sme biti več rešitev za spore, je papež Frančišek pretekli teden ponovil članom Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, ki je zasedala v Rimu. Vojna, pravi, je neuspeh politike in človečnosti. Sosednji narodi so storili vse, da bi sprejeli begunce in jim pomagali. Evropski narodi sodelujejo v zavezi solidarnosti z ukrajinskim narodom. Kristjani, ki oznanjamo evangelij ostalega, smo dolžni klicati resnico vere, da je stvarnik Bog miru, ljubezni in upanja. Bog želi, da smo vsi bratje in sestre. Klic papeža Frančiška mora glasno zazveneti v svetu, da bi čim prej prišlo do mirne rešitve konflikta, ki je povzročil že preveč trpljenja, smrti in uničenja. Ne smemo se navaditi na vojno, molimo za mir, delajmo za mir tam, kjer zmoremo. Pomembna so majhna in drobna dejanja vsakega posameznika. K temu nas vedno znova poziva tudi sveti oče papež Frančišek. Slovenija pomaga Ukrajini na različne načine. Katoliška cerkev preko Karitas od začetka vojne ljudem v stiski nudi pomoč na terenu. Tudi v Sloveniji smo sprejeli ukrajinske begunce, med drugim tudi v našo škofijsko hišo. Vesel sem, da so danes z nami pri sveti maši, ki obhajamo na pobudo sveta Evropskih škofovskih konferenc v vseh delnih cerkvah po Evropi in da skupaj molimo za mir. Zunanje nasilje ima izvor v človeškem napuhu, da bi nadvladal drugega in si ga podredil. Če v bližnjem ne vidimo brata in sestre, vidimo tekmeca. Iz današnjega Janezovega evangelija razberemo bistvo zla v svetu. Biti svoboden ali biti suženj greha, to je dilema, s katero se sooča vsak človek. Biti svoboden pomeni popolnoma pripadati Bogu in delati v skladu z njegovo voljo. Biti svoboden za dobro, biti suženj pa nasprotno pomeni iti po poti egoizma, skrbeti zgolj zase in za svoje potrebe in pozabiti na brata in sestro, ki imate enako Božje dostojanstvo. Božji sin je prišel na zemljo, da bi iskal in rešil, kar je izgubljeno, da bi nas osvobodil greha in zaslepljenosti zlom. Če nas sin osvobodi, bomo resnično svobodni. Postni čas je priložnost, da s poslušanjem Božje besede spoznamo lastno stanje in se ponovno odločimo hoditi za Gospodom, mu slediti. Ne sami, z njegovo pomočjo želimo doseči osvoboditev od greha. Ne glejmo drugih, temveč začnimo pri sebi. Ne sklicujmo se na zasluge, status, znanje ali položaj. Iz evangelija razumemo,
da Abrahamov potomec nima mesenega, temveč duhovni pomen. Božji sinovi in hčere so tisti, ki sprejmejo njegovo besedo in po njej živijo. Ta beseda nas bo osvobodila. Jezus je rekel Judom, ki so verovali vanj: Če ostanete v moji besedi, ste res moji učenci in spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. Judje, ki jim je govoril, so že verovali, vendar niso še povsem razumeli njegove besede. Niso mu še zaupali. Menili so, da so svobodni, ker so Abrahamovi potomci. Niso pa razumeli, da jih vežejo vezi greha in zla. Bili so zaslepljeni, samo spoznanje in sprejetje besede ne zadostuje. Potrebna sta zaupanje in predanost ter trdno prepričanje, kot pravi apostol Pavel, da vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Verovati v Jezusa pomeni prebivati z njim in v njem, krepiti odnos z njim, vzeti si zanj čas, čutiti z njim. Tako bo prejeta milost tista, ki nam bo dala spoznanje in moč za ravnanje v skladu z njegovim načrtom. Prosimo danes Gospoda, naj nam da poslušno srce in nas osvobodi zla, ki je v nas. Kaj nam lahko pri tem pomaga? Predvsem vaja v poslušanju Gospoda. Vzemimo si v zadnjih dneh postnega časa trenutke tihote in zavestno prisluhnimo Božji besedi. Čim manj govorimo in čim več molčimo. Poslušajmo, kaj se dogaja v nas in okrog nas. Kaj nam Božja beseda želi spregovoriti v naših konkretnih okoliščinah. Papež Frančišek izrecno izpostavi, da bi za večje ozaveščanje pomena poslušanja rabili prav dan za poslušanje. Z naglico in hitenjem tvegamo, da bomo ostali gluhi za Božjo besedo, izpostavi sveti oče. Nepozornost in neozaveščenost na lastno doživljanje povzroča v nas neobčutljivost za njegov glas. Posledično se od njega oddaljujemo. Če ne poslušamo Gospodovega glasu, poslušamo druge glasove. Če si zapremo ušesa, postanemo gluhi za Božjo besedo. Naj nas za pot naprej opogumi spev pred današnjim evangelijem. Blagor njim, ki Božjo besedo ohranijo v dobrem in plemenitem srcu in obrodijo sad v potrpljenju.